sosedje, prijatelji, vsi, ki v sebi nosite sočutje do žrtev vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki se jih spominjamo ob današnjem Evropskem dnevu spomina. Stojimo na mestu teme in tišine, na mestu, iz katerega do danes ni bilo slišati glasov. Kriki so bili preglašeni, usta zasuta, podobe izbrisane. Mnogo besed je bilo zapisanih o teh časih bolečine, strahu in trpljenja. Mnogo besed, ki pa vrsto let niso smele biti povedane in slišane. Med utišanimi in izbrisanimi je bil tudi pesnik France Balantič, ki mu bomo prisluhnili v interpretaciji Borisa Rifla. France Balantič, venec. Trohleče vence sem si strgal z glave. Ostanki preperelih rož v laseh so znamenje, da moram v vrste teh, ki kmalu jih zdrobijo kepe rjave. Toda zakaj kraljevske mi odprave ponuja pred menoj plešoči greh? Zakaj na ustnicah kotiza smeh, če zapuščene noge so majave? Zaman brsti v oblakih kri, zaman. Ne vidim nič, oči so izgorele in pred se mečem roke smrtno bele. Strah pomodrel je, kakor cvet plavice, na vrata grobnice tiščim nosnice. Poslednjih smrtnih vonjev sem pijan. Poslednjih smrtnih vonjev sem pijan. Poslednja gnila rosa name pada in duša plazi se med kamni jada, podrt je moj najtišji hran, izdan. In kruh moj nizki je zaznamovan, in gobavi berač na pragu strada, iztrgal bo meso si iz smrti hlada, in vrgel predenka, naj stopi nam. Naj ne boji se znamenja na njem. Naj bo usmiljen, vsaj kot krizanteme, sicer meso bom pustil ptičom vsem. In blodne tolpe krakajočih ran raztepljen drobtine pod dneve. Obup moj siv je do dna prežgan. Obup moj siv je do dna prežgan. Umrli moje deklice sočari, nad njimi srečni tujec gospodari, pred stiskal njeno dlan. Vem, da je moj poljub zasramovan. Podoben sem razpadli davni žari, pozabljeni od dragih v prsti stari, njen prah, kakor spomin je razsejan. Utrujenost se v udih mi preceja, in noč se spušča, kakor gosta preja, čez laverje se onemoglih vek. Le veter zganja gube je oblek, in jaz, kot pokošene zrele trave, sesedel krhek sem se sred planjave. Sesedel krhek sem se sred planjave, negiben sem, kot v ilu volčja sled, zastrt z bogastvom blaznih sem besed. Po prstih plešejo z menoj daljave. Ukradel vetru mrzle sem zastave, podvihrajoči slab sem padel v bled, in zdi se mi, da usta lepi med, ko se zagrebam po želju dišave. In kot telo deviško se blazina zemlje razsipne oddaja moji želji. V mami čutim, da roke so zdrave. Na cedi uvanje kaplje sem pelina, jim dale mirni soj, ko mladi veji dobrotljive domače so dobrave. Dobrotljive domače so dobrave, opasale me z belim ljubjem brez. Ožaljen sem od nebesnih zavez, obstal sem sredi sinje slave. V večerni luči so steze krvave. Neveden sem začel zahvalni ples. Podičal je pri klikavih
dreves in kamni vsi mi vtiskajo pozdrave. Raztrgan in obok sem, ko mi njih, iz ust mi klokota smeh razigran. Kdo je raztopil mi obupni vzdih? Privrele starine krvi so kepe, ko ostre veje so kot roke slepe, odprli izgubljencu srčno stran. Odprli izgubljencu srčno stran, pradavnih jezer so oči prozorne, ko gleda v vodi sem kosti spokorne, ko prav sem globočine svojih ran. Svetlobo mehko bil sem obsijan, ko se razbil podobe sem uporne, pritrjene na srca stene borne, poklekal prednje, vsak dan sem bolan. Razgaljeno srce zdaj mirno čaka, da rož in trav semena v njemu skalijo, prečudne dobre silo meni spijo. In moj obraz je kakor cvetje maka, preveč krvi je svetlec uvek slan, studencev močnih, čistih sem željan. Studencev močnih, čistih sem željan, rad bi napil se iz sončnega korita in rad bi, da bi luč bila razlita čez vso kot ajdov hleb temno ravan. Povsod pridelek moj je posejan, kjer brodim za roko po valovih žita. Naj nikoli se ne ponovita spet rdeči greh in smrtno beli dan. Da, moj Bog, rad vse trpim menjave. Živim naj reven ali pa brez truda, samo naj dobri bom kot tvoja gruda. Naj pestujem kot deklice glavo tvoj mir in kot samotno naj drevo potapljam v dobre zemlje se vonjave. Potapljam v dobre zemlje se vonjave, v šumeči plamen svežega lesa, v voščeno smolo borov iz gora, v kadila brinovega zubilje plave. Praši mi cvetje strgane rokave, ko boža rušo roka mi trpka in ptice zlasti hrošči spod neba počasi polnijo mi dni sanjave. Ponudil Bogu bom od vseh plodov, ki jih hrani še za dolge jih noči, nasiti drugega naj dar njegov. V zameno radostno za vse dari postavil v srcu žrtvenik sem nov in spet sem vitki vrč za Božjo kri. In spet sem vitki vrč za Božjo kri, spet kopljem zemljo kot nekdanje čase. Življenje s polnimi cvetovi rase po nižnih bosih nog se prst drži. V noč soncu romarju se ne mudi in moja malo čreda v bregu pase, ki z mirnimi očmi, z lučjo igra se, vsak žarek v mojem srcu se medi. Ne bom se vrnil še v naročje koč, dokler še kolesnice zremne takoj. Zdaj ob žerjavici sedim pojoč. Se v belem dimu zibljajo kotanje s pobožno pesmijo, kot zlatim oljem prsteno grlo močijo mi sanje. Prsteno grlo močijo mi sanje, kot da bi čutil ljubice utrip in moja roka ni več kakor mrzel ščip, ki plazil se nekoč je čez kostanje. Otrpnil sem in dragocena spanja mi kaplja na telo z razcvelih lip. Tišina ni samo razkošen hip, je večna luč in njeno trepetanje. Nekje v daljavi zdaj otrok umira, jaz kakor vedno pojem mu na pot, njegova duša milost mi izpira. Tu bom ostal vse dni, na tej bali privezal bom svoj razvajani brod, nikdar več ne zastrov me tuji vali.
Nikdar več ne zastrome tuji vali, kaj sanje obijo vodi daljnih strug, ko dobro mi je v krogu božjih slug, za svojega me brata so izbrali. Čeprav na mojem srcu počivali so ptiči, ko leteli so na jug, ne plakam več za njimi. Zdaj sem drug, spomladi vem, me bodo blagrovali. Spomladi bom kot gabor zelenel, v globinah svojih bom sladko trpel, ko zacvetal iz lastne bom prsti. Že zdaj v opoju duša mi prebeva in ob pričakovanju tega dneva drhteč v veselju legam na oči. Drhteč v veselju legam na oči. Neznana topla slast mi kri prevzema, ne bom izvil se iz božjega objema, zato blagoslovljena kri kipi. Naj ne prešteva posvečenih dni, moj oče, naj ljubezen me prevzema, naj bom dolgo, dolgo bakla nema, ki potnikom samotnim v noč gori. Saj sam bridko kusil sem iskanje in vem, kako so ranjena kolena, ki jih ožge nemirna sla ognjena. In ti si tako dober, saj z menoj si bil usmiljen in da, zdaj sem tvoj, Gospod, podaril si mi odpuščanje. Gospod, podaril si mi odpuščanje, čez krotka usta vino si razlil, da bi ljubezni tvoje se napil, da bi pozabil vse poti nekdanje. Kot cvet razgrnil pred te samomolčanje. Moj strah pod tvojim plaščem je minil, tu spal bi rad in naj dežja nalil, naj sončnih žarkov boža mi igranje. So bratje bolečine zakopali, z vetrovi grenki zvoki so zbežali in z moje glave cestni prah izginja. In moja pesem v plamen se spreminja, lupina sanj vse bolje sinja, sinja. Bogat sem, kakor tihi glas piščali. Bogat sem, kakor tihi glas piščali, v srce cedi se divjih panjev strt, moj zlati dan široko je odprt, na gmajni so pastirji zaplesali, otroški vriski so željeni dali, da z žametno prstjo bi bil zastrt, da kmalu bi poljubil zrelo smrt, da bi v rokah cvetovi mi razpali. Razpadanja nič več se ne bojim, čeprav mi všeč je to čakanje bežno. In da okrasil bi prezveste splave, ki pluli bodo čez vodo brezbrežno, trohneče vence sem si strkal z glave. Besedi vabim Heleno Janežič, vodjo zbirke tiskov Slovencev zunaj Republike Slovenije iz Narodne in univerzitetne knjižnice in avtorico današnje razstave o prepovedani literaturi 1945-1991 z naslovom Stop cenzura. Helena, izvolite. Izraz cenzura so poznali že stari Rimljani. Pomenila je meriti in ocenjevati, skozi zgodovino pa je beseda dobila nov prizvok. Danes z njo poimenujemo uradno pregledovanje del ali pisem, ki so namenjena javnosti. V vseh obdobjih zgodovine so si nosilci oblasti prizadevali nadzirati pretok idej v družbi in predvsem omejiti vpliv tistih, ki so bile potencialno škodljive njihovim interesom. Če pogledamo le na naša tla, je cenzuro, celo cenzurni urad, poznala Habsburška monarhija. Uradno je cenzura obstajala v času vlade fašizma in nacizma, za komunistični sistem pa je veljalo, da cenzure ni. Uradno ni obstajala, pa zato lahko rečemo, da je ni bilo.
Omejitev svobode pisanja in govora je bila v zadnjem od 3 totalitarnih režimov, ki so doleteli našo državo, speljana mimo ustave in zakonov, včasih celo v nasprotju z njimi. Potekala je po prikritih poteh in nihala od grobih represivnih ukrepov, političnih pritiskov, pa do mehkejših metod izključevanja in onemogočanja. Ko zgodovinarji raziskujemo obdobje zadnjega totalitarizma na slovenskem ozemlju, se predvsem srečamo s pomanjkanjem arhivskega gradiva in pisnih virov. Kljub vsemu, pa v širini uradnega nadzorovanja državljanovih misli in zapisanih besed lahko sestavimo sliko, ki govori o vseobsežnosti cenzure, kjer je daleč največjo vlogo odigrala samocenzura. Takole pravi o njej pisatelj Igor Torkar. Najhujši cenzor pisatelja je avtocenzura. Tista podzavestna, ki se priplazi v pisatelja takrat, kadar vladajočemu režimu uspe ustvariti v družbi univerzalni strah. Ta strah je od vekomaj najmočnejše vezivo slehernega vladajočega režima, da ne razpade. Strah, ki rodi strah, da te bo strah. Ta strah ponavadi rodi apatijo. Apatija pa pisatelja prežene v duševno emigracijo. Duševni zdomec pa ne more biti dober pisatelj. Razstava Stop cenzura s podnaslovom Prepovedana literatura in knjižnice v času od leta 1945 do 1991 govori prav o tem, kako močna je bila uradno neobstoječa cenzura. Uradno so bile v Sloveniji v 45 letih prepovedane le 4 knjige, na območju celotne SFRJ pa 11 knjig. Več kot 30-krat je oblast sodno prepovedala širjenje periodike. V skrivnem D-fondu v Narodni in univerzitetni knjižnici pa se je v tem času znašlo skoraj 700 naslovov knjig in 140 naslovov serijskih publikacij. Skoraj vse so išle v tujini, saj sporne vsebine doma nisi mogel izdati. Velik je razkorak med omenjenimi številkami in teh 700 knjig in 140 naslovov periodike danes predstavljajo temeljni fond zbirke tiskov Slovencev zunaj Republike Slovenije Vnuk. Vsaka od njih ima svojo zgodbo, ne le tisto, ki je zapisana na straneh knjige, pač pa tudi tisto o avtorju in o tem, kako je knjiga prišla in ostala na policah Narodne knjižnice. Spominjajmo se torej ob današnjem dnevu tudi tistih, ki so imeli, kakor pravi prepovedani pesnik Balantič v eni od svojih pesmi, zasuta usta in niso smeli in mogli, in mnogi tudi ne mogli, spregovoriti. Dragi obiskovalci, razstava je s tem odprta in bo na ogled takoj sedaj. Potem bo odprta ta teden do petka od 10. do 12. ure in naslednji teden v ponedeljek in torek od 18. do 19. ure. Datumi in ure so navedeni na vhodnih vratih in na spletni strani Študijskega centra za narodno spravo. Vse prisotne vabim, da se ob 17:30 zberemo pred ameriškim veleposlaništvom, kjer se bomo poklonili slovenskim žrtvam vseh 3 totalitarizmov in prisluhnili nagovoru namestnika ameriškega veleposlanika Gautam Rane. Ob 18:30 uri pa vas vabim v stolnico svetega Nikolaja k sveti maši za žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki jo bo daroval ljubljanski nadškof in metropolit Stanislav Zore. Po maši bo kratka akademija, ki jo pripravlja vojaški vikariat Slovenske vojske in nagovor pisateljice, publicistke, prevajalke in aktivistke za človekove pravice Alenke Puhar. Prisrčno vabljeni, da se nam pridružite še na ostalih dogodkih. Preteklosti ne moremo ignorirati, vendar hkrati ne bi smeli v njej živeti. Edini način, da v resnici naredimo korak naprej je, da se ozremo nazaj,
preteklost sprejmemo in se z njo pomirimo. S temi besedami nas je aprila 2014 nagovoril tedanji ameriški veleposlanik Joseph Musomeli, ki je odkril spominsko ploščo v čast slovenskim žrtvam vseh 3 totalitarnih režimov. Sprejemanje preteklosti in pomiritev z njo so naloge, ki presegajo čas enega leta, delo enega posameznika ali ene institucije, enkratnega dejanja ali dobre namere. To je gibanje in proces, ki mora pregnesti slehernega posameznika, zaobjeti generacije, vključiti politike, strokovnjake različnih področij, umetnike, cerkev, sodišča, šole in javni prostor, ki mora postaviti dejanja na pravo mesto in jih poimenovati s pravimi besedami. Zaradi vseh, ki so živeli pred nami, zaradi nas in zaradi prihodnjih rodov, da bomo živeli v sozvočju, miru in blagostanju. Po tej sposobnosti se bo merila človečnost vsakega od nas. Vabim direktorico študijskega centra za narodno spravo dr. Andrejo Valič Zver in namestnika ameriškega veleposlanika Gautam Rano, da pred spominsko ploščo položita cvetje. Letos ga je poklonil gospod Keith Myers, častni predsednik Britansko-slovenskega društva. Besedi vabim namestnika ameriškega veleposlanika Gautam Rano. I kindly ask Mr. Gautam Rana, Deputy Chief of Mission, to say a few words. Dobar dan. Today, August 23rd, marks the European Day of Remembrance for Victims of Totalitarian and Authoritarian Regimes. It also marks the date in 1939 of signing of the infamous Molotov-Ribbentrop Pact between Nazi Germany and the Soviet Union, which effectively paved the way for the senseless death of millions of people. We gather here to honor and grieve over all Slovenians and their neighbors who suffered under Nazism, fascism, and communism, and to honor all who sought peace and could not avoid war. As President Obama said last month, this is a challenging time with threats of terrorism and international order that is buffeted by all different kinds of events. All of this creates legitimate fears and anxieties that have to be addressed, and at least a feeling, a perception, that people don't have full control over a rapidly changing world. So it is worth reminding ourselves of how lucky we are to be living in the most peaceful, most prosperous, most progressive era in human history. Now, that's kind of hard to absorb if we're watching the newscasts every night, because there's heartbreak and terrible things that taking place at any given moment across the globe. But it's important for us to remember, not so that we become complacent, but so that we understand that good works can make a difference. So as we honor and grieve the victims today, let us also honor and celebrate those who honestly seek reconciliation. Let us celebrate all who fought for and still strive to preserve Slovenia's independence and unity and identity. And let us celebrate the courage, compassion, and decency of the Slovenian people. Thank you. Mr. Gautam Rana, thank you for your words and for the willingness of the U.S. Embassy to participate in this memorial event. Gospod Gautam Rana, zahvaljujem se vam za vaše besede in za pripravljenost ameriškega veleposlaništva, da sodeluje pri tem spominskem dogodku. Spoštovani zbrani, s tem smo zaključili program pri spominski plošči. Vabim vas, da se ob 18:30 uri zberemo v stolnici svetega Nikolaja,
kjer bo maša za žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki jo bo daroval ljubljanski nadškof in metropolit Stanislav Zore. Po maši bo kratka akademija, ki jo pripravlja vojaški vikariat Slovenske vojske in nagovor pisateljice, publicistke, prevajalke in aktivistke za človekove pravice Alenke Puper. Prisrčno vabljeni. Spoštovani častni gostje, spoštovani člani vojaškega vikariata, drage sestre redovnice, dragi bratje in sestre. Nocoj smo se v tej stolnici zbrali s posebnim razlogom. Je, kakor vemo, Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Na današnji dan zaradi tega, ker je leta 2009 Evropski parlament 23. avgust razglasil za Evropski dan spomina na žrtve totalitarizma. Na ta dan je bil leta 1939 podpisan pakt Ribbentrop-Molotov med nacionalsocialistično Hitlerjevo Nemčijo in komunistično Stalinovo Sovjetsko zvezo. In kakšne so bile posledice zlitja totalitarizmov, ki v ideološki slepoti ne vidijo umiranja desetin in desetin milijonov ljudi. Krike žalovanja pa prepovedo, da jih ne bi motili v uživanju osvojenega. Ki bi lahko iskali vzroke, da ljudje dopustimo, da se v tkivu družbe razvije takšno zlo. Pravzaprav o tem govorijo že prve strani Svetega pisma. Zlo je stopilo v človeka in v svet, ko se je človek odločil, da ne bo poslušal Boga, ne njegove besede. Ko ne bo sprejemal tega, kar je Bog ustvaril in mu vse to zaupal v upravljanje, da bo od tega užival sadove in se zahvaljeval stvarnim. Zlo je stopilo van, ko se je odločil, da bo sam postavil mejo med dobrim in hudim, da bo svoje življenje v vseh razsežnostih vzel v svoje roke. To je bil prelomni korak, da bo svoje življenje vzel v svoje roke. Pa ne v duhu odgovornosti do tega, kar ga obdaja. To bi iz njega naredilo upravitelja sveta, kar je Bog tudi hotel. Ne? Človek je življenje vzel v svoje roke kot gospodar vsega in nad vsem. Od tega koraka pa do trenutka, ko je v svoje roke vzel tudi življenje drugih ljudi, in to dobesedno, je v Svetem pismu dovolj obrniti samo eno stran. Od občudujočega Adamovega vzklika, ko je prvič videl Evo, svojo ženo, in rekel, to je končno kost iz mojih kosti in meso iz mojega mesa. Pa do strahotnega Kajnovega vprašanja, sem mar jaz svank svojega brata, je samo nekaj korakov. Takoj, ko je človek vzel Bogu pravico, da odloča, kaj je dobro in hudo, je bil sposoben obtožujoče uperiti prst v sočloveka in ga spremeniti v krivca za svoje stanje, v krivca za svojo bedo. In to, dragi bratje in sestre, je skrivnost totalitarizma vseh časov, ki so svojo skrajno podivjanost pokazali v stoletju, v katerem je človek stopil na luno in isti razum uporobil za množično morjenje svojega brata, sočloveka. Gre ravno za to, da nekoga naredimo za krivca svojega stanja. Resnica pri tem ni pomembna. Resnico skupaj s človekom žrtvujemo za dosego svojega cilja. Nacizem je s prstom pokazal na Jude, na Slovane, na Rome
druge etnične skupnosti in ustvaril koncentracijska taborišča, ker v praksi preizkusil teoretična razglabljanja očetov marksizma o narodih, ki so nosilci razvoja, in o tistih, ki so zaostali in jih bo treba zato vsaj nekaj iztrebiti. Komunizem pa je v istem duhu kazal na kapitaliste, ki so razlog vsega zla na svetu in jih je zato treba iztrebiti. Eni in drugi so obljubljali raj na zemlji. Kaj so ti satanski načrti povzročili človeštvu? Trebnikov, Auschwitz, sibirske gulage in holodomor v Ukrajini, Gonars, Ram, pri nas pa Teharje, Vertrenk, Rog, Hudojamo in ne moramo naštevati do konca. In v narode so vsekali rane, ki še vedno krvavijo, ki še vedno bolijo. Mi smo nocoj tukaj, kjer smo zavezani trem velikim vrednotam, o katerih je pismoupom in farizejem precej trdo spregovoril Jezus. Trdo, vsaj za našo s politično in vsakršno drugo korektnostjo napolnjeno ušesa. Po Jezusovih besedah so v postavi najvažnejše pravičnost, usmiljenje in zvestoba. Totalitarizmi so vse tri izbrisali iz svojih slovarjev in iz svojih dejanj. Nepravičnosti, neusmiljenja in nezvestobe niso poznali. Izkušnja nas uči, da brez teh treh vrednot nobena človeška družba ne more živeti, kaj šele, da bi se razvijala in rasla. Samo pravičnost lahko med ljudmi in skupinami ustvari razmerje varnosti in zaupanja, v katerih lahko postanemo sodelavci, soustvarjalci, sosedje. Samo usmiljenje daje pravico dobivanja tistim, ki jih je sodobna miselnost po besedah papeža Frančiška uporabila in zavrgla. Kot tretja vrednota pa nas povezuje zvestoba. V nocojšnjem spominu zvestoba do resnice. Zvestoba do resnice zahteva, da na našo preteklost pogledamo takšno, kakršna je bila. Pravičnost zahteva, da vse, ki so to zgodovino oblikovali, poimenujemo z njihovimi pravimi imeni in vlogami. Brez tega se ujamemo v zakon nesmisla. Na eni strani imamo heroje, na drugi izdajalce, ki so postali žrtve revolucionarnega nasilja, nikjer pa nimamo tistih, ki so ta zločin zagrešili. Brez resnice in pravičnosti bomo obtičali sredi koraka, ujetniki preteklosti. In zato tako močno potrebujemo usmiljenje. Letošnje leto v cerkvi praznujemo sveto leto usmiljenja, da bi ob zavesti Božjega usmiljenja tudi mi spoznali, da potrebujemo usmiljenje. Usmiljenje potrebujemo zato, da omehča pogled in srce, da se v njem ne naseli sovraštvo. Usmiljenje potrebujemo zato, da nas pravičnost in resnica ne vodita na pot maščevanja, ampak na pot odpuščanja. Usmiljenje potrebujemo zato, da se bodo tisti, ki so ukazali pomore in tisti, ki so pomore izvajali, morali srečati s seboj in svojimi dejanji. Če ne prej takrat, ko bo zanje iz Božjih ust prišlo dokončno vprašanje, kje je tvoj brat? Usmiljenje potrebujemo zato, da bomo lahko vsi na to vprašanje odgovorili: Gospod, grešili smo, bili smo slepi in pohlepni, a glej, potrudili smo se, vse žrtve smo pokopali, tako da ima sedaj vsaka izmed njih svoj grob. Usmiljenje potrebujemo zato,
da nam ne bo treba odgovoriti, moj brat trohni v breznu, gnije v jami, ampak bomo lahko rekli, moj brat počiva v grobu. Ta velika trojica, pravičnost, usmiljenje in zvestoba nas bo prenovila. Pravičnost in zvestoba resnici bosta prečistili našo zgodovinsko zgodbo. Po usmiljenju pa bomo ob resnici naše preteklosti postali bolj učlovečeni ljudje. Ta trojica nas bo tudi varovala, da ne bomo slepci našega časa odtavali v nove totalitarizme, še bolj krute, še bolj krvave in še bolj solzne. Zato pri tej sveti maši prosim Boga, Gospod, bodi usmiljen z vsemi žrtvami totalitarnih režimov, s tistimi, ki so trpeli in s tistimi, ki so trpljenje povzročali, s tistimi, ki so umirali in s tistimi, ki so morili. Gospod, bodi usmiljen tudi z nami, da bomo po tvojem zgledu sposobni sprejeti križ zgodovine in ga nositi ne v pogubljenje, ampak v odrešenje. Amen. Kaj se je bilo zgodilo z nami, da nismo več kakor prijatelji, kakor da nismo nikoli bili popotniki istih poti in dni, kakor da nas isto ne veseli, isto ne žalosti in boli, kakor da so se strgale vse vezi duha in srca in krvi, kakor da smo zašli, se zgubili v temi in kakor da ne sledimo vsi luči iste luči. Kaj se je to zgodilo z nami, da smo postali vi
javnosti znana kot aktivistka, borka za človekove pravice in raziskovalka na področju psihozgodovine. Po njeni zaslugi smo med prvimi socialističnimi državami leta 1967 v njenem prevodu dobili Orwellov roman 1984, leta 2004 je uredila knjigo Skriti spomin Angela Vode, knjigo o borki za pravice žensk in zapornici v komunističnem zaporu. Velik del svoje novinarske poti je namenila odkrivanju skritega spomina o človeških posodah in dobi, ki sta jo zaznamovala represija in kršenje človekovih pravic. Leta 1997 je prejela Jurčičevo nagrado. Mogoče smo poimenovali stvari z njihovimi imeni. Tisti, ki pridejo za nami, bodo razumeli. To, bratje in sestre, so verzi iz pesmi Kromanjo, ki jo je pred 50 leti napisal Gregor Strniša. In z njo začenjam svojega govora. Ta slovesnost je namenjena spominu na diplomatski sporazum o nenapadanju in med nacistično Nemčijo in komunistično Sovjetsko zvezo. Namenjen je tudi počastitvi žrtev teh dveh in še kakšnega totalitarnega sistema. Sporazum je bil dosežen na današnji dan 23. avgusta leta 1939 in je omogočil začetek druge svetovne vojne. Že 1. septembra 1939 je Nemčija napadla Poljsko, 2 tedna zatem pa je Sovjetska zveza z vzhoda napadla isto Poljsko. In potem so Nemci krenili na osvajalski pohod po zahodni in severni Evropi, Danska, Norveška, Belgija, Nizozemska, Francija, zmanj spet pa še Velika Britanija. Sovjeti pa so krenili na osvajalski pohod po svoji strani. Finska, Estonija, Litva, Latvija, Romunija. Slabi 2 leti potem smo prišli na vrsto tudi mi, ali naši. In da zdaj poimenujemo stvari z njihovimi imeni. Osvajalski pohodi enih in drugih so se zgodili z dobro oboroženo vlado in s politično policijo. Eni in drugi so živeli v prepričanju o svoji superiornosti. Sklicevali so se na visoke ideale in tako rekoč svete cilje. Osvajali so vse okoli sebe, vzpostavili nov, svoj, končno pravi red. Za dosego tega cilja so si dovolili množično ubijanje in tudi množične deportacije udarno z bodečo žico obkrožena taborišča v živinskih vagonih. Taka je bila dominantna podoba Evrope od septembra 1939 do poletja 1941. Ko je nenadoma Hitler prelomil prijateljski dogovor in napadel Sovjetsko zvezo. In zdaj so nenadoma Rusijo občutili, kako boli, če se pred domačimi kraji pojavi tuja vojska s tujo politično policijo in svojim absolutnim prepričanjem, da v imenu svojih višjih ciljev ali posebnega statusa lahko ubijajo, vžigajo, v živinskih vagonih deportirajo. Vse to so zgodovinska dejstva in jih je mogoče pospremiti s priljubljenim zamanom
Zadnje leto dve pa so na voljo tehtni razlogi proti misli, da bi šlo samo za še eno neprimerno obojanje tendenciozno izbranih trenutkov zgodovine. Pogled na vojno v Krimu, ki si ga je Rusija pred 2 letoma mirno prisvojila in kjer odtlej ljudje živijo na pol v vojni, na pol v izsiljenem miru, ponuja dovolj razlogov za to. Navsezadnje močno spominja na dogajanje, ki je zanetilo drugo svetovno vojno. Ker pa se ga da interpretirati tudi bolj blago, so lani gospoda tovariša Putina direktno povprašali, kakšni so njegovi pogledi na pakt med Stalinom in Hitlerjem. Mož, ki je prej rad molčal o tem poglavju zgodovine, je bil silno razumevajoč. Če več, zatrdil je, da je imela Sovjetska zveza vso pravico braniti svoje interese. In njegovi ministri radi poudarjajo, da je bil pakt sijalen dosežek sovjetske diplomacije. Mladi ljudje morajo to zveti in biti ponosni in nasploh na sovjetski prispevek k antifašizmu. Ves spopad za Volto Krim se odvija ob hudem propagandnem donenju proti tako imenovanemu ukrajinskemu nacionalizmu in fašistoidnosti, ki se jima pa je hrabro postavljajo v vlogo ruske antifašistične oborožene sile. Hkrati pa komaj kakšna proslava pol pretekle zgodovine mine brez resnih stvari proti ponarejevalski zgodovine. To večno mantro smo pred enim mesecem slišali tudi od gospoda tovariša Vladimirja Putina, ki je na Vršiču posvaril pred poskusi potvarjanja zgodovine. Kdo bi si mislil? Le kdo bi bil bolj primeren za pridigarja po ponarejanju zgodovine kot šolani KGB-jevec. Bahava samooznaka patentiranih antifašistov je z letom 1945 v vsej vzhodnji Evropi postala čisto običajna in z njo navada, da se fašistična oznaka lahko poljubno raztrguje. V tej izmerjavski športni disciplini je bilo vse dovoljeno. Le paralel med nacionalsocializmom in komunizmom ni bilo dovoljeno več. Ko so se jugoslovanski komunisti skregali sovjetskimi leta 1948, je pa je Edvard Kardelj prizadeto oznamil. Dobro poznam vse, poznam njihovo logiko. Razglasili nas bodo celo za fašiste, da bi pred svetom moralno in politično utemeljili boj proti nam. Kar se je tudi zgodilo. Ampak to Kardelja in tovariša ne potilo, da ne bi podlegli isti strasti. Obkladanje s fašisti, klerofašisti in njihovimi verbalnimi sodniki bi očitno prinašalo izjemno zadoščenje, zanesljivo tudi prav poceni dokazilo o lastnem antifašizmu in s tem avtomatično superiornost. Sčasoma je ta večji, baročno razrasli antifašizmu postal tako množičen, da je zgodil željo po kljubovanju in norčevanju. In kmalu tudi dovolj poguma za to. Tomaž Šalamun, ki je svojo poetiko zmeraj črpal tudi rusko-balinske žletnove, je napisal celo pesem Jaz sem fašist. Najbolj lepo pijoč primer pa je plakat, ki so ga na natečaj za dan mladosti oziroma za Titov rojstni dan predložili lajbarovci leta 1987. Izbrali so podobo mladeniča, ki bodro teče v prihodnost, z baklo v roki, in žiri je bil tako všeč, da mu je dala prvo nagrado. Tem se je nekomu le posvetilo, da gre za prirejeno kopijo pol stoletja starega nemškega nacističnega plakata. In ogenj je zelo. V tistem času se je občutljivost za tako imenovani fašizem
tako poostrila, da so budna očesa zaznavala fašiste za vsakim grmom, pa so recimo v Sarajevu preganjali skupino študentov, ki so praznovali rojstni dan in je nekdo nesel hudbi in partij na znanje, da so se ob pivu pogovarjali o slovenskih pobudah, zraven pa jeli sendviče, ki so bili nekako fašistično okrašeni, menda z majonezom. Če kdo misli, da bo s tem primerjanje med fašizmom in komunizmom dobilo dovoljenje za obstoj, se je zmotil. Tudi po padcu komunistov s položaja monopolnih oblastnikov in edino dovoljenih tolmačev resnice se je primerjanja obdržal slab glas, kar se jasno pozna tudi temu prazniku in slovesnosti, s katerim ga obhajamo. Da bi nam bilo lažje, bom povabila med nas nekaj ljudi, ki si zaslužijo naš spomin in poklon. Hkrati pa bom lahko tudi priče v obrambi današnjega praznika. Povabila jih bom v duhu, se razume, saj so pokojni. A na srečo so nam zapustili svoje besede. Z njimi so poimenovali stvari, pogosto v izolaciji, na skrivaj, a v upanju, da bodo tisti, ki pridejo za nami, razumeli. Najprej bi rada povabila Václava Havla, češkega pisatelja, ki je bil dolgo disident in zaradi tega več let zaprt, potem pa predsednik ne več komunistične Češko-Slovaške. Njegova ideja je bila, da po obilnih čaščenjih žrtev fašizma in nacizma končno zaslužijo nekaj počastitvene energije pri žrtve komunizma. In on je predlagal 23. avgust, v spomin na dan, ko sta si Hitler in Stalin prek svojih zunanjih ministrov podala roko in začela svoj osvojevalni pohod po Evropi. Povabila bi med nas Angelo Lode, slovensko učiteljico in publicistko, ki je bila zgrožena nad bloktiranjem nacistov in komunistov, kar je bil dala jasno vedeti, pa so jo zato izključili iz Zveze komunistov in jo potem preganjali, šikanirali, obsodili na nečloveškem montiranem procesu in zaprli. K sreči je napisala spomine, k sreči so se upravili, k sreči so bili objavljeni, k sreči je bil celo posnet film o njenem spomin. Ako je na premieri tega filma o njej govoril Ljubo Sirc, edini še živi obsojen nacistskega procesa, so na slovenski tiskovni agenciji cenzurirali govor. Pakt med Stalinom in Hitlerjem, skupaj z Angelinim ljubovanjem in kaznikom, so retuširali. Povabila bi še Izidorja Cankarja, duhovnika in religiologika Vojka, umetnostnega zgodovinarja, pisatelja, ki je doktoriral iz tega prevelikega svoga. Izidor ni doživel tako drastičnega kaznovanja, zato pa ga je zavrnil pošten par šikaniranja, omejevanja in sramotenja. Verjetno tudi zato, ker je že nekaj mesecev po tako imenovanju osvoboditvi izjavil, da pri najboljši volji ne vidi kakšne bistvene razlike med nacizmom in komunizmom. Eni niso pripravljeni preko trupel korakati svojim slavnim ciljem. A z mislijo na tovariša Putina, ki nam je z vršiča držal politiko v nesramno povrjene spomine, bi rada povabila med nas Vasilija Grossmana. Ta imenitni ruski pisatelj nam je zapustil roman Življenje
Nesrečni Vasilij Grossman je kot vojni dopisnik skoraj 4 leta spremljal Rdečo armado na pohodih. To seveda tedaj, ko je opravljala svojo obrambno vlogo. Potem pa tudi tedaj, ko je prestopila meje in začela pohod, ki je bil hkrati boj proti nacistom in boj za razširitev sovjetskega imperija na pol Evrope. Ker je bil Grossman Žid, je posvetil veliko pozornosti uničevalnim taboriščem, ki jih je osvobodila Rdeča armada in kjer so nacisti predtem izvajali holokavst. To je treba izreči zato, ker nasprotniki današnjega praznika prav holokavst ponujajo kot glavni argument proti temu, da bi 3 vodilne totalitarne sisteme 20. stoletja primerjali in se njihovim žrtvam poklanjali na isti dan. Grossman je v romanu napisal skoraj 1000 strani, kjer skozi človeške usode in občasne osebne refleksije razgrinja prav to. Kako zelo? Eklatantno, sramotno, prav gnusno sta si bila podobna Hitlerjev nacionalsocializem in Stalinov bolševizem. In kako o tem sodobnost z razumljivo skromnostjo molči. Janez Stavič, ki je prevedel ta Grossmanov roman, mu napisal spretno besedo, ga izdal v založbi, ki jo je vodil, je bil popolnoma jasen. Velika tema življenja in usode je enačenje vseh vrst totalitarizmov, v konkretnem primeru predvsem sovjetskega in nacističnega. To nakazuje večina prizorov, kjer nastopajo nemški vojaki in častniki, ki v pogovorih pogosto uporabljajo sovjetski politični besednjak, kar je seveda povsem namerna in ciljna napaka. Povsem nedvoumno pa misel, da sta nacistični in komunistični totalitarizem samo 2 plati iste medalje, razvijo prizor. Ko SS-ovski voditelj pokliče k sebi ujetega starega bolševiškega voditelja in mu razkriva svojega nazora o tem, da ste si nacizem in komunizem podobna in da je zato prava tragedija, da sta se Nemčija in Sovjetska zveza zaklekli v boju. Združeni močmi bi lahko res osvojili svet. In ta Grossmanova teza in tema je hkrati njegov največji zločin. Ja, tudi Janeza Staviča je povabila med nas. To garaško prevajalsko delo je opravil v zadnjih mesecih življenja in v marsikaterem stavku spremne besede se čuti, da bi nam rad povedal nekaj zelo važnega, nekaj zelo strašnega o tem, kako deluje teror, kako zelo pohabimo. A začela sem s Trnišom in Kromanjovci, tudi končala z njimi. Gregor Strniša je bil gimnazijec, ko so ga zaprli leta 1949. Odpeljali so ga kar iz šolskih klopi na klasično gimnazijo. Tovariši so bili prizadevni boj za visoke cilje, pa so aretirali tudi njegovega očeta in mamo. Gregor Strniša je dolgo iskal besede, ki bi izrazili njegove stiske. In nazadnje s Kromanjovci, našimi pradavnimi predniki, rivali neandertalcev. Upaj
Naslov skladbe je bil Misijon. Druga skladba je bila optimistična in končali bomo z optimizmom. Gospod Tone Kuntnar, ki ste nocoj med nami, vas prosim za razumevanje, ker bom samo obrnila vrstni red obeh kitic, da bo zvenelo še bolj optimistično. Kdor zida z lažjo in s prevaro, kdor zida na temeljih zla, ne zida, temveč podira. In če le sebi podira, dela brezumje, če tudi drugim dela zločin. Kdor zida zares in z resnico, kdor zida z ljubeznijo in za ljubezen, ta ne zida le zase, ta zida za vse in zida prihodnost. Spoštovani, hvala za vašo navzočnost in sodelovanje. Gospe Alenki Puhar za bogatstvo misli, ki jih je delila z nami. Hvala urbanistu, mladim oboistki Zali, pianistki Katarini in flautistki Rebeki. Sedaj bomo sveče v barvah slovenske trobojnice nesli k spominski plošči, v začetku julija letos naveščeni na steno pri glavnih vratih stolnice, v zahvalo za zmago in spomina na padle za domovino v vojni za Slovenijo pred 25 leti. Vabljeni, da jim sledite in si spomenik tudi ogledate. Srečno in vse dobro do prihodnega 23.